Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru bomo govorili o košarki. Naš gost je namreč Mirko Jurjavčič, vodja mlajših reprezentanc pri Košarkarski zvezi Slovenije. Mirko, prav lepo pozdravljen. Lep pozdrav, živel. Kot rečeno, si vodja mlajših reprezentanc pri Košarkarski zvezi Slovenije in letos je za vami kar uspešna sezona. 3 medalje na mednarodnih tekmovanjih, 1 na svetovnem, 2 na evropskih prvenstvih. Kako bi ocenil letošnjo sezono? V bistvu je letošnja sezona bila zelo uspešna. To traja v bistvu zdaj že zadnjih, bi rekel, 8 let, ko smo z mlajšimi reprezentancami praktično z leta v leto vrščamo v neki evropski vrh. Letos je bilo najuspešnejše leto do zdaj, namreč, kot si rekel, 3 medalje. Zelo dobro je tudi, da je bila prva kadarkoli sploh na svetovnem prvenstvu osvojena v košark na kjerkoli nivoju, za kjerkoli spol. Hkrati nas tudi zelo veseli, da smo v bistvu 2 dobili v kategoriji U16, kar je zelo redko, oziroma v bistvu bile prvič v medaljah te starostne kategoriji. Generalno je bilo pa zelo uspešno tudi v bistvu za vse reprezentance. Mogoče kot zanimivo sploh povem, da so v bistvu seštevk na FIBA delamo en tak prerez med državami, primerjavo uradnih tekmovanj mlajših in članskih kategorij. Letos smo imeli recimo pri moških 5 uradnih tekmovanj, 3 evropska prvenstva, 1 svetovno za mlajše pa evropsko člansko prvenstvo. In če se štejemo vseh teh 5 tekmovanj, je v bistvu Slovenija bila najboljša med vsemi evropskimi državami. Zdaj, na podlagi teh rezultatov lahko rečeva, da se ni bati za prihodnost slovenske članske košarke. Ne, sem prepričan, da ne. Obeti so zelo dobri. Mogoče bo lažje, če malo rešim stanje skozi leta, kar se tiče teh mlajših reprezentanc. Eno tako zelo uspešno obdobje je bilo od 98 do 2006. Takrat se je 5 medalj v bistvu osvojil. Prva 98 v Trapanju v Italiji, zadnja 2006 v Izmirju. To so bile moške reprezentance 4x U20 oziroma 1x U22, takrat še zadnja in pa enkrat U18. In teh 5 medalj, recimo od teh članskih reprezentantov, ki so kasneje bili v članski reprezentanci pa zelo visok nivo košarke igrali, so recimo, 98 so zastopali ta glavni trije. Kasneje, če gledamo, da so bili ta glavni trije, takrat so bili Brezec, Smodi, Šlakovič, potem 2000 recimo sta bila, mislim, da Bečirovič pa Nahbar, 2-2, potem je bila ta generacija Razem Lorbek, Domen Lorbek, Vujačič še takrat. Potem 2-4 se je priključil tej isti generaciji še Goran Dragič, kot par let mlajših, in pa 2-6 se je zaključila v bistvu generacija Preldžič, ki je kasneje za Turčijo igral v članski reprezentanci, Vidmar Gašper pa Jaka Klobučar. Se pravi, to je bilo nekje 5 medalj. Potem je bilo pa v bistvu 12 let suše do 2018, zdaj se pa v bistvu to obdobje, ki sem ga prej omenil, od 2018 do 2025, praktično 11 medalj preostalih, skupaj jih imamo 16. Od tega 7 moških, 4 ženske, vse v tem obdobju 8 let, praktično od 2017 do 2025. S tem, da če gledamo pa samo fante, se je pa v bistvu 2019 ta suša končala s 3. mestom na Evropskem prvenstvu U18 v Grčiji. Zdaj, če malce se obrnejo v preteklost, če leta 2017 zmaga članske reprezentance na Evropskem prvenstvu, je to pomenil tudi nek boom med mladimi pri zanimanju za košarko in se sedaj, bom rekel, žanje to zanimanje in tudi delo trenerjev ne nazadnje. Jaz bi rekel tako, da če gledamo sam reprezentančni nivo, je bilo kar par takih prelomnih momentov. Se pravi, prvi, kar je 2005 Beograd Evropsko prvenstvo, kar se je v bistvu moška članska prvič uvrstila med 8 na Evropskem prvenstvu. Potem so se ti rezultati stopnjevali praktično do domačega Evropskega prvenstva 2013. Takrat mislim, da je bil en tak zelo velik boom narejen, mogoče na podlagi tega obdobja pol so te generacije zdaj ali pa še malo kasneje. Se pravi, 2013 je velik boom z domačim prvenstvom, 2017 drugi boom z naslovom evropskih prvakov in pa tretji boom zdaj na to srečo, ko imamo pač, da Luka Dončić zastopa barve Slovenije. Katero bi mogoče sam izpostavil, katero od teh 3 doseženih medalj letos, ali si dejansko vse ekipe zaslužijo, bom rekel, pohvale, ponekod so tudi malenkosti odločile o tem, da bi prišli v izločilne boje za medalje. Mislim, težko je to primerjati med sabo. Zihar je
ta svetovno prvenstvo, glede na to, da je prva na svetovnih prvenstvih, ima nek poseben čar, ampak tako, kot sem rekel, zelo pomembni so nam tudi dve U16, dekleta U16 in fantje U16 so prvič prišli do medalje na evropskih prvenstvih. To je pač starostna kategorija, ki mi ponovadi še zaostajamo, ki se teže kosamo, kakor pol prvo 18 pa prvo 20 z ostalimi evropskimi reprezentancami. Tako da je to v bistvu vse tri, bi rekel, da so nam zlata vredne. So pa tudi nekateri izmed mlajših reprezentantov že prestopili tudi v člansko, Mark Padjen, potem Joksimović. Koliko teh fantov je že zrelih iz mlajših kategorij, da bi že lahko nastopili za člansko? Zdaj v bistvu je ena taka specifika s tem tekmovanjem FIBA-nima, kodar praktično skozi klubsko sezono nastopajo, ne more nastopati najboljši članski reprezentanti, ali pa saj ne vsi, Tako da v bistvu to je ena lepa priložnost za te mlajše. Jaz verjamem, da so oni sposobni. To so v bistvu že lani februarja do neke mere dokazali s temi 2 tekmama v Rigi, v Latviji, in potem z letošnjimi temi 2 tekmami. Je pa seveda počasne, velike spremembe so, treba jim dati malo časa, malo potrpežljivosti. Verjamem pa, da kvalitetni so, predvsem so toliko nadarjeni, da bojo z leti, ko bojo še to kilometrino dobili, lahko zelo dobro zastopili barve Slovenije. Recimo, če primerjam te mlajše reprezentančne uspehe, ki sem jih prej našteval, z temi reprezentanti, ki so zdaj članski reprezentanti, recimo ta 2019 v Volosu, ki smo po 12 letih dobili medaljo, to je generacija 2-1. To je se pravi Gregor Glas, Rok Radović, Samar, Žiga, Bine Prepelič, Ščuka kot leto mlajši. Oni so dobili 2019, pa potem še 2021 so bili zlati v kategoriji U20, sicer v drugačne oblike, takrat zaradi covida so se igrali challengerji na mesto evropskih prvenstv. Potem pa te mlajše generacije 2-3, 2-4, ravno tako Urban Klaužar, Arne Osojnik, Matija Samar, kar nekaj takih fantov, ki v bistvu lahko prevzamejo to. Edino, kar je tukaj ena, bi rekel, težava, kar se tiče članske reprezentance, v tem, da kar nekaj teh fantov odhaja v študentsko ameriško ligo in pač prek tiste NCAA lige oni težko zastopajo potem slovenske barve med temi oknami. Upam pa, da polet, da se bo dal to urediti. Sicer ena, večjih hip slovenske članske reprezentance je višina, ni višjih košarkarjev, zato je tudi treba kakšnega naturalizirati. Kako se kaže pri teh mlajših selekcijah? Je kakšen igralec, ki stopa po višini? Imamo zdaj kar nekaj fantov v zadnjih letih, tam nekje višine 2,4 do 2,8, 2,10, ki se kosajo pač tudi na tem svojem evropskem nivoju. Recimo letos je v kategoriji U16 Luniarski drugačno stopa za Mego Vizuro, v bistvu pozicija 3,4, višine 2,7 m. En tak igralec, recimo, ki je v potencialu zelo zanimiv za moško člansko reprezentanco. Imamo tudi, tako bi rekel, mogoče niti ne toliko v potencialu toliko vrhunskih košarkov na poziciji 5, jih imamo pa ful veliko, podobno kot recimo Luka Ščuka, Sergej Macura, ki so zelo visoki, ki so atletsko sposobni, ki bojo lahko zelo dobro nadomestili na poziciji 3, na poziciji 4, da bomo imeli visoke atletske igralce, potem na poziciji 5 pa tudi jaz verjamem, da se bo eden izmed teh 5 recimo kandidatov, ki jih nekje zdaj imamo, da se bo razvil do te mere, da bo lahko tudi na tej poziciji v bistvu dobro zastopal. Očitno ima še dober pogled, bom rekel, v te reprezentante, tudi kandidate za posamezne reprezentance. Kaj sploh obsega tvoje delo kot vodja mlajših reprezentanc? Spremljaš, bom rekel, njihov napredek, si pogosto v kontaktu z njimi? V bistvu z igralci niti ne, ali pa z igralkami med sezono, zato ker jih malo pustimo prosto, tako da se v bistvu klubi z njimi ukvarjajo. Potem pa bliže, ko se bliže poletje, mi imamo pač ta evropska pa svetovna prvenstva med poletjem, nekje od maja začnemo priprave, pa nekje do konca avgusta tista zadnja reprezentanca. Takrat smo pa praktično skozi v stikih, se skozi videvamo. Tako da v bistvu takrat je več ali manj terensko delo, priprave, tekmovanja in uradne tekmovanja in pripravljalne tekme. Treba je štabe sestaviti, selektorje postaviti. Vsaka reprezentanca recimo ima nekje 7 oseb, 3 košarkarske trenerje, enega fizioterapeuta ali pa maserja, enega zdravnika, enega trenerja za telesno pripravo.
po vodjo reprezentance. Tako da glede na to, da imamo recimo letos imeli 7 takih reprezentanc uradnih pri mlajših kategorijah, drugo leto jih bo 8, se pravi 6 evropskih prvenstv pa 2 svetovna, je tukaj en velik pogon, ki ga je treba in zorganizirati in finančno podpreti in pa tudi strokovno so dogovoriti stvari in s trenerji in potem tudi z igralci glede samih selekcij pa načina dela. Vem, da še pri mlajših kategorijah že potekajo neka selekcioniranja, kjer se iščemo neko te perspektivne igralce. Si tudi tam kakorkoli vpleten? Manj, jaz začnem načeloma, prva reprezentanca je v bistvu U14, to je v bistvu reprezentanca, kodr mi v bistvu gostimo neuradno evropsko prvenstvo ali pa dajmo tako reči največji prijateljski turnir U14 reprezentanc v Evropi, praktično že v vrsto let. V Slovenj Gradcu načeloma se tega udeleži 8 moških pa 8 ženskih reprezentanc in tukaj se začne ta reprezentančni pogon. Se pravi, U14 reprezentanca je prva, ki ima neuradno tekmovanje, potem U15 reprezentanca, ki ima v bistvu pripravljalno obdobje čez poletje približno mesec dni, pa kakšno pripravljalno tekmo, tako da jih fajn pregledamo. To je v bistvu te dve sta, bi rekel, uvajalni, tako da spoznajo malo ta sistem, potem se pa prija tista prva uradna tekmovanja, se pravi Evropsko prvenstvo U16, U18, U20, pa svetovno prvenstvo U17, U19. Predtem imamo pa v bistvu regijsko selekcioniranje in pa nacionalne programe, to so pa kategorije U13, U14, kodr pa v bistvu jaz bolj preko sodelavcev, ki to vodijo, spremljam. Ko so govorila nekaj minut nazaj o teh, perspektivnih igralcih, pa me zanima tvoj pogled. Moje mnenje je, da te, najboljši mladi slovenski igralci v slovenskih klubih dobijo premalo priložnosti. Deliš to mnenje z mano ali očitno pač v smeri, da preveč tujcev igra v posameznih prvoligaških ekipah in s tem te naši perspektivni igralci ne dobijo dosti minut. Se lahko strinjaš z mano? Sigurno bi si želel, da bi dobili še večjo priložnost, predvsem pa, da tisti tujci, ki so, da bi bili bistveno bolj kvalitetni. Da bi res nek višji nivo predstavljali, neko dodano vrednost, mogoče se prevečkrat zgodi, kar je najbolj moteče, da nek mlad slovenski fant ne dobi priložnost zaradi tega, ker rajši igra nekdo, ki je malenkost boljši od njega, sigurno je pa dosti manj nadaren, kakor ta mlad slovenski fant, ki sedi, in to se nam ne bi smelo dogajati. Drugače pa tudi kar nekaj pozitivnih primerov, recimo, kako fantje rastejo skozi klube svoje in jim dajo priložnost, recimo 2 lepa primera sta Žak Smrekar iz Krke, ki je v bistvu otrok Krke, zrasel gor v Krki, zdaj že kar v bistvu 2., 3. sezono lepo igra za člansko ekipo, trenutno tudi že v ABA ligi, se pravi na dosti višjih nivojih in je hkrati tudi že postal članski reprezentant. Drug lep primer mislim, da je Mark Padjen, ki je ravno tako z Ilirijo, vemo, kako je sam klub Ilirija lepo rasla in v bistvu dajala lepe priložnosti tem mladim igralcem in tudi on se je skozi to lepo razvil, da se je v bistvu potem tudi na tem reprezentančnem nivoju v bistvu razvil enega izmed nosilcev te naše zlate generacije 2.6. Omenil si delo društev klubov, pa glede na to, da si sam svojo košarkarsko pot začel pri idrijski košarki, spremljaš kaj idrijsko košarko, zdaj, ko smo v drugi ligi? Spremljam več ali manj sicer prek YouTubea, prek teh spletnih prenosov, da kaj je tekmo v Ljubljani, si tudi vzamem čas pa grem pogledat. Izjemno redko, preredko je žal v Idrijo, enostavno pač so obremenitve, samo delo je tukaj tega čez poletje, da sem zelo veliko odsoten in pol med klubsko sezono prvo malo nadoknaditi to tudi z družino. Je pa Idrija zmeri, ko se pogovarja, kjerkoli se začneš v idrijski košarki pogovarjati, zmeri je to lepo sprejeti, en tak lep zgled, polna dvorana, vedno dobrosrčni navijači. Vedno, ko se vračaš tukaj ali pa vedno, ko nekoga pripeleš, si ponosen na to, da si iz Idrije. Se pravi, kako se je sploh začela tvoja košarkarska pot? Ta je bila zelo zanimiva. V bistvu jaz sem v bistvu dosti resno treniral smučanje, potem sem pa enkrat čez poletje oziroma tekom šolskega leta, ker ni bila še zima, ker ni bilo še možno smučanje, smo pač smučarskim klubom trenirali v športnem centru, bi rekel, suhe treninge, se je takrat reklo. No in enkrat je ta suhi trening odpadel, moj dober prijatelj Sašo Kavčič so se srečali tam na hodniku, sem rekel, mene trening odpadel, kaj ćemo zdaj, rekel, 5 na košarko z nami,
se mi imamo zdaj trening začenjamo, tako da v bistvu on me je povabil in preko odpadlega treninga smučarskega sem šel na košarkarski trening, potem sem to kar nekaj let usklajeval, obe športni panogi, no na koncu je pa košarka prevladala. In se celo pripeljala do tega, da se zdaj vodja mlajših reprezentanc, kar pa seveda je neka vloga, ki bo pokazala rezultate čez nekaj let. Ja, jaz mislim, da In čez nekaj let, ko govorimo o članski košarki. Ja, se razumem. Sigurno je vedno lepo spremljati pač te mlade fante in tudi punce, no, da ne bom pozabil, kako prehajajo iz teh mlajših pogonov reprezentančnih v člansko reprezentanco. Pri puncah je to še hitreje vedno, tam praktično je naredijo nek uspeh v mlajših U20, U18, čez pol leta so že članske reprezentantke, pri fantih to malo dlje časa traja, zato si mogoče tudi poskušamo omisliti en program B reprezentance, kot da bi tem fantom, ki je vse en velik preskok, če spustimo ta okna, ne, če gledamo čisto so ta pravo reprezentanco poletno, ko se borimo za nastop, oziroma ko se pripravljamo za nastop na velikih tekmovanjih, v bistvu tem fantom omogočiti preko te B reprezentance lažje preključenje nivoju A članske reprezentance. Tako da ja, je zelo pestro delo, zelo zanimivo, ampak tudi zelo hvaležno. Je na vidiku tudi kdo, ki bi nadomestil kot predstavnik Idrije Luko Rupnika v kratki prihodnosti v reprezentanci? Ja, to je kar izziv, namreč Luka Rupnik je res na idrske razmere odskočil, kar se reprezentančnega pogona tiče, zelo visoko, glede na to, da nas je kar nekajkrat zastopal barve Slovenije člansko reprezentanco na največjih tekmovanjih. Je neki fantov, ki lahko sledijo, ki lahko se prebijo nekje na reprezentančne priprave mlajših kategorij. Recimo dva taka primera se spomnim iz preteklosti sta bila Matevž Mlakar ali pa recimo Vidmar, ki sta v bistvu lahko Matevž je celo zastopal v mlajših kategorijah na prvenstvih, medtem ko Vidmar je sodeloval na pripravah. Zdaj pri teh mlajših fantih, no pa je treba še kakšno leto počakati, da bomo videli, če kdo lahko to uspešno. Skratka, vsakdo, kaj bomo svetoval? Trening in posvečati se igri. Da bi potem uspel. Mislim, sigurno je to praktično edini ključ. Poleg neke nadarjenosti, ki jo moraš imeti, nekateri imajo srečo, da so bolj nadarjeni kot ostali, ampak ne glede na nadarjenost je ključ delo, tudi pametno delo, ne samo delo. Tukaj je ogromno vložke naredijo trenerji. To bi mogoče še izpostavil, da smo mi na košarkarski zvezi, recimo, koliko vlagamo v te mlajše reprezentance. Ko sem jaz prišel praktično 15 let nazaj, oziroma še več na košarkarsko zvezo, sta bila na košarkarski zvezi, sva bila 2 trenerja zaposlena kot profesionalca. Zdaj nas je 16. Preko nacionalnih panožnih športnih šol, kjer dobro sodelujemo in z Olimpijskim komitejem in z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem pa šport, je to res ena lepa cifra, s pomočjo in na teh 16, bi rekel, profesionalcih sloni ta reprezentančni pogon mlajših kategorij. Poleg tega si pol pomagamo oziroma celo nadgrajujemo, ne samo pomagamo, tudi z zelo dobrimi klubskimi trenerji, ki se nam v bistvu vrsto poletih zapored pomagajo pri uspehih teh mlajših reprezentanc. Recimo, če naštejem sem te najbolj vidne, ki so osvajali s temi mlajšimi v zadnjih letih medalje, pri fantih Peter Markovinovič iz Rogaške, Danijel Radosavljevič, ki vodi Triglav iz Kranja, pri puncah Ernest Novak, ki vodi Ilirijo, Robert Matevžič, ki vodi Triglav, pol mal niže dol Robert Stojkovič, Gregor Gornec, Dejan Gašparin in tako naprej. Glavno, to so trenerji, ki jih poskušamo v bistvu zadržati res na dolgi rok in to se nam je pokazalo kot nekaj zelo dobrega. Je pa to zelo težko, ker so pač sploh tisti, ki delujejo še v klubih, so praktično obremenjeni 12 mesecev na leto. No, morajo imeti in košarko zelo radi in tudi doma morajo imeti veliko podporo. In dejansko se nam zdaj prek tega pogovora tudi razkril, kako bom rekel, obširno delo stoji za tem, da se lahko na koncu veselimo uspehov naših košarkarjev, za kateri upam, da jih bo v prihodnosti še ogromno. Tako da, Mirko, jaz bi se ti zahvalil za ta pogovor. Vabljen še kdaj v naše kraje in pa se vidimo na kakšni tekmi. Z veseljem. Hvala za povabilo pa za dober intervju. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega športnega pogovora in pa vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov Studia Idrijskih novic.